Včeraj zjutraj, okrog 7:10, se je zgodil ta neljubi dogodek, ki ga obžalujemo. In sicer prišel je učenec 6. razreda v učilnico 9. razreda in napadel učenca. Dvakrat ga je udaril. In ko se je ta napadeni učenec želel umakniti iz razreda, ga je napadalec ponovno udaril od odzadaj in je učenec butnil ob rob mize in pri tem utrpel težje poškodbe. Mi smo tega učenca nemudoma smo poskrbeli zanj, poklicali reševalno ekipo, policijsko postajo, obvestili starše, napadalca smo pa takoj odstranili iz šole. Gre za romskega otroka. Določene nasilja in ustrahovanja na šoli dejansko so prisotna že dlje časa, ampak so bila v nekih okvirih, ko so jih lahko vse kontrolirali. Ta včerajšnji incident je bil pa eskalacija teh dogodkov in na osnovu tega je bila tudi ena točka, ki ni bila sicer uvrščena v sejo, je bilo dejansko izredni dogodek in smo ga tudi na seji občinskega sveta obravnavali kot zelo resni dogodek. No, jaz moram reči, da seveda smo vsi pretreseni, kajti dejansko tako nasilnega incidenta v šoli se še ni zgodilo. Zato smo danes se tudi dobili na sestanku tako z ravnateljico, z policijo, krajevno skupnostjo in pa z starši. Predvsem prvi želja je, da se čim prej otroci vrnejo v šolo. Na današnjem sestanku nam je bilo zagotovljeno, kot je občina že zagotovila na včerajšnji seji, varnostnik znotraj šole. Na sestanku so bili tudi predstavniki policije in na telefonu tudi predstavniki ministrstva oziroma sam minister, ki je zagotovil, da bomo nekako skupaj to problematiko rešili. Oziroma tudi oni so za to, da se naši otroci vrnejo v varno učno okolje, ker enostavno je naše otroke strah. Nimajo vsi izkušnje s tem, da je neko nasilje, ampak vidijo. In enostavno se zavedamo, da to mogoče ni bilo zakonito od nas, da danes otrok nismo v šolo poslali, ampak mislimo, da je pa mogoče edini način po vseh teh obilnih sestankih videl te problematike, da je to mogoče edini način, da se kam stvari premaknejo. No. Ta učenec, glede tega učenca smo že imeli dogovore z ministrstvom, z inšpektoratom, ker je že bil nasilen, tako verbalno kot fizično, zato smo mu tudi v preteklosti že odredili prilagojen način poučevanja, ampak ponovno se je zgodil ta neljubi dogodek. Problem je varnost v kraju, problem je varnost v okolici šole, ker dejansko Romi ustrahujejo tako na področju javnih površin, kot so avtobusne postaje, kjer pa pristojnosti šole ni, je pa pristojnost policija, ampak ta prisotnost policije je težko organizirati skozi cel dan. Ne more policija stati na avtobusni postaji 12 ur, koliko traja šolski program. Šolski program traja od 7:30 do skoraj 16. ure in nekako bomo zdaj te 14 dni rešili to zadevo, potem za naprej bomo pa morali resne pogovore voditi in sprejeti tudi določene ukrepe in sklepe, kako bi ta varnost bila boljše zagotovljena.